Dober dan. Čas iluzij je minil, mir v Evropi ni samoumeven, je ta teden posvarila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ko je Evropski parlament pozvala k krepitvi prizadevanj za ponovno oborožitev Evrope. Potrebujemo zelo hitro krepitev evropskih obrambnih zmogljivosti in to takoj, je še dodala. Kako bo to storila Slovenija in kdaj? Medtem pa le nekaj 100 kilometrov stran od Ljubljane razmere postajajo vse bolj razgrete. Bosna in Hercegovina se je znašla v najbolj nevarnem trenutku po koncu vojne. V Srbiji se študentski protesti še stopnjujejo. Medtem pa doma največji podpornik Milorada Dodika in Aleksandra Vučića ostaja ljubljanski župan Zoran Janković, sicer eden največjih političnih podpornikov premierja Goloba. Kaj bo do konca tega mandata še storila vlada? Kaj bo z zdravstvom? O vsem tem s predsednikom vlade Robertom Golobom. Dober dan, lepo pozdravljeni v pogovoru za NN. Dober dan. Gospod premier, napovedali ste, da bo Slovenija pospešila povečevanje obrambnih izdatkov še pred letom 2030 in da jih bo dvignila torej na 2% BDP še pred tem. Kdaj? Ali drži, da prihodnje leto, kajti finančni minister opozarja, da skoka na 2% ni mogoče doseči v enem letu in da bo moral biti dvig postopen? Najprej naj povem, da so razmere res težke, v mednarodni skupnosti tudi nepredvidljive. Z tega vidika si ne moramo zatiskati oči in se delati, kot da se nič ne dogaja. Tak je tudi odziv celotne Evrope, če hočete večjega dela sveta tudi. Slovenija ni izolirana in je sestavni del evropske zgodbe, zato je tudi napoved, da bomo morali temeljito premisliti, kako hitro lahko dosežemo 2% oziroma kaj lahko dosežemo tudi več, povsem na mestu. V tem trenutku še ne moramo reči, kdaj bo to, zaradi tega, ker je načrt še v pripravi. Načrt bo predstavljen ne samo javnosti, ampak tudi poslan v Državni zbor. Predvidevamo, da bo to nekje do konca aprila. Tako da imamo zdaj še čas, da skupaj s strokovnimi službami na Ministrstvu za obrambo, pa tudi na ostalih ministrstvih, pripravimo ta načrt na način, da bo vzdržen. Spravi, da bomo ne samo rekli, dajemo obljubo, ampak da bomo imeli tudi natančno popisane projekte, če hočete, ukrepe, ki se bodo financirali s tem denarjem in predvsem, da pokažemo, na kakšen način bomo s tem povečali varnost in odpornost Slovenije. Ta aspekt, se pravi, učinkovito naložen denar, je glavno vodilo in zato potrebujemo zdaj nekaj več časa in ne kar na pamet govoriti o tem. Zdaj, glede na oceno letošnjega BDP sta 2% 1,4 milijarde evrov oziroma kakih 320 milijonov več kot za obrambo država namenja letos. Iz katerih virov bo ta denar? Vaše koalicijske partnerje med drugim namreč skrbi, da se izdatki za obrambo ne bi povečali, da nimo na račun sociale. Za razliko od večine ostalih evropskih držav je Slovenija v res izvrstni finančni kondiciji. Javno finančno stanje je po 4 najpomembnejših pokazateljih izvrstno. Smo med 5 najboljšimi v Evropi. To bo zelo olajšalo dilemo, o kateri govorite. Danes javni dolg v Sloveniji je srednje visok in pada. Vse od prvega leta vlade pa do danes se javni dolg znižuje. Kako je to možno? Zato, ker imamo javnofinančni primanjkljaj bistveno nižji od recimo primerljivih držav oziroma od nekaterih velikih držav v Evropi. Imamo stabilno gospodarsko rast, ki je nad evropskim povprečjem in imamo inflacijo, ki je precej pod evropskim povprečjem. Ko pogledamo vse te 4 pokazatelje, kar so prepoznale tudi mednarodne bonitetne agencije, ki so vse brez izjeme povišale bonitetno oceno Slovenije v letošnjem letu, to pove, da tudi če bomo šli v povečevanje izdatkov za obrambo in varnost, da to lahko naredimo brez rezov in tudi ne načrtujemo rezov v obstoječe pravice, še najmanj pa v socialno državo. Kot so že omenila, gre za dobrih 300 dodatnih milijonov za obrambo. Vsi, tudi vaši koalicijski partnerji, pa čakajo ta načrt, ki ste ga omenili, ste rekli, da bo aprila, v kaj bo šel ta denar. Ampak, gospod premier, ali drži naslednje, da bo NATO ta dvig priznal kot obrambni izdatek
bo morala iti večina tega denarja za potrebe Slovenske vojske, torej tudi oboroževanje. Šele na to pride na vrsto tako imenovana dvojna uporaba, torej v civilne in vojaške namene, ki jo tudi vi poudarjate, zlasti v infrastrukturo, pa tudi v vojaško bolnišnico, Center za kibernetsko varnost, satelite in tako naprej. Je to obris načrta dviga obrambnih izdatkov, da ga bo NATO lahko tudi priznal? Treba je ločiti, pa si bom vzel malo več časa, zelo pomembne tri dimenzije, ko govorimo o povečevanju izdatkov. Prva dimenzija je sam NATO. To je prva dimenzija. O tej se največkrat govori, tu so ta 2% in podobno. Ta dimenzija je že danes definirana. Dvojna vloga je že danes definirana skozi pravila NATO. Nič se ni spremenilo in pri NATO ni samo orožje, poudarjam, ni samo orožje. To je zmotna interpretacija. Zveza NATO ima na drugem mestu po prioritetah, takoj za orožjem, tako imenovano mobilnost. Mobilnost je infrastruktura. To so projekti, kako se čez Slovenijo, ki je locirana na zelo pomembno strateškem mestu z vidika logistike, kako se lahko v tem primeru premikajo sredstva. Koridor Luka Koper-Madžarska recimo. Tako je. Govorimo o dveh koridorjih. En koridor od Luke Koper preko Hrvaške na Madžarsko in drugi direktno preko Slovenije na Madžarsko. To je že danes v vseh NATO dokumentih. Spravi, govoriti, da je to nekaj novega, da bomo s tem prebrisano izigrali NATO, nič tega ne drži, ker so načrti že danes jasni. Tudi dvojna vloga, o kateri govorim, naprimer dodatne bolnišnične kapacitete, ki jih že gradimo oziroma jih že načrtujemo v Sloveniji. In jaz upam, da bomo dodali v kratkem, naprimer, ne samo regionalne bolnišnice, ampak tudi v Uri Soča, ki je bi lahko bila pomembna rehabilitacijska bolnišnica tudi znotraj širšega koncepta, ne samo slovenskega. Vsi ti projekti so že danes po pravilih NATO ne samo možni, zaželjeni. Tako da govoriti o tem, kako bomo mi poskušali nekaj na novo, ne. Ampak to je NATO. Drugi aspekt je evropski, ki se ne v celoti prekriva z NATO-om. Zakaj ne? Ravno prejšnji teden sva na Evropskem svetu skupaj s španskim premijerjem Sanchezom ponudila Evropi razširitev koncepta obrambe in smo iz obrambe dodali še varnost. To je pomembna distinkcija. Obramba je pretežno orožje oziroma NATO. Dodali smo v evropsko dimenzijo varnost. Kaj pomeni varnost? Varnost pred kibernetskimi grožnjami, varnost pred migrantskimi krizami in na nek način v manjšem delu tudi varnost pred podnebno krizo. Zakaj je to pomembno? Ker to pomeni, da bomo denar, ki ga bomo tudi iz Evrope lahko dobili ali pa si iz teh fondov, uporabili ne samo spet za orožje, ampak tudi za vprašanje varnosti. Naprimer, kako se soočati z ilegalnimi migracijami. Kako vključiti tako imenovani Mediteran v varnostno politiko Evropske unije. Ta razširitev je zelo pomembna, ker so to vprašanja, ki se Mediterana še kako tičejo, naprimer migranti, in jih je potreba nasloviti skupaj z obrambnimi zadevami. In tretja dimenzija, ki jo dodaja Slovenija, tudi tu smo v resnici usklajeni z nekaterimi podobno mislečimi mediteranskimi članicami, je pa odpornost v širšem pomenu besede tudi na naravne katastrofe. Ampak kolikšen delež, se upravičujem, gospod predsednik, od tega dodatnega denarja bo šel za potrebe Slovenske vojske oziroma oboroževanje? V kakšnem deležu govorimo? Bo to večina? Ne govorimo, ker to bo stvar načrta. V načrtu bomo definirali... Zakaj se boste vi zavzeli? Da bo šla večina tega dodatnega denarja za oborožitev, za potrebe Slovenske vojske, tudi kasarne, kaj takega, in oborožitev, ali za vse ostalo, kar ste ravno kar našteli? Jaz ponavljam že ves čas, da varnost in obramba ni edino orožje. Varnost in obrambo gradimo skozi različne načine. V preteklosti se je pokazalo, tudi v Sloveniji, seveda mora biti tudi orožje. Če smo se želeli osamosvojiti, smo morali imeti tudi orožje. Ampak samo orožje enostavno ni dovolj. In v teh časih, kompleksnih, to velja še toliko bolj. Pa bi se vseeno rad navezal še na odpornost. To je koncept, ki ga v Sloveniji gojimo že praktično od začetka tega mandata. V lanskem letu smo že imeli prvo vajo Odpornost 2024. V lanskem letu. Še pred Evropo in pred zahtevkom po dvigu izdatkov. Na tej vaji smo pokazali ravno to, kako vključiti tudi vojsko, pa ne samo vojsko, govorimo o civilni zaščiti, o celotnem sistemu reševanja in zaščite, vključiti v to, da je družba bolj odporna na kakršnokoli zunanjo okoliščino, s katero se moramo soočiti. Ko povežemo vse te tri stvari,
obrambo, varnost in odpornost v celoto, takrat pridete do slovenskega modela. In jaz verjamem v slovenski model, če me sprašujete, v kaj mora Slovenija vlagati, in tudi, ko bomo povišali izdatke, jih bomo po celotni verigi. Ali bo končna odločitev o dvigu obrambnih izdatkov in tudi o strukturi tega dviga v rokah Državnega zbora? Bo to rebalans proračuna, sprememba strateških dokumentov Ministrstva za obrambo, bo o tem odločal Državni zbor? Seveda, vse to. Vlada bo to pripravila, poslala v Državni zbor, kot rečeno računam, da bi bilo to nekje do konca aprila, potem je pa v Državnem zboru, da se o tem opravi široka razprava in potrdi oziroma dopolni. Ja, ker po naših informacijah namreč v SD že zdaj poteka kar živahna razprava o obrambnih izdatkih. Levica, ki ima v svojem programu izstop iz NATO, pa nasprotuje kakršnemu koli dodatnemu oboroževanju, podprla bi le dvojno uporabo. Pa tudi v vaši stranki ne vsi poslanci ne bi bili navdušeni nad dodatnim oboroževanjem. Dvig obrambnih izdatkov je torej lahko kar vroča razprava v koaliciji. Če dovolite, da končam, po zadnji medijani za Delo pa za zdaj tudi na podporo širše javnosti pri tem ne morete računati. Ste pa leto dni pred volitvami. Je možno, da bi na odločitev o dvigu obrambnih izdatkov vezali zaupnico vladi, gospod predsednik? Ne, tole je čisti nesmisel. Pa bom povedal, nihče od nas ne uživa v tem, da bomo namenili več denarja za orožje. Saj si vsi želimo živeti v mirnem svetu. Zato tudi delamo na temu, da do miru čim prehitreje pride. Ne z orožjem. Slovenija je zelo aktivna na mednarodnem parketu v diplomatskih krogih. Mogoče verjetno bova kasneje o tem več. Nihče si ne želi, ampak zatiskati si oči in sprejeti svoj del odgovornosti znotraj zavezništva je pač naša dolžnost. Moja dolžnost kot predsednika vlade je, da najdem način, kako obveznosti, ki jih imam znotraj zavezništva, uspem izpolniti za Slovenijo najbolj učinkovit način. Učinkovit način je tak, ki sem ga prej opisal. Da znotraj izdatkov poskrbimo za vse tri dimenzije, tako za obrambo, kot za varnost, kot tudi za odpornost. Je pa možno, ne glede na vzdušje v koaliciji, da boste na koncu pri tem glasovanju v Državnem zboru imeli večjo podporo pri opoziciji, kot pa v lastni koaliciji, to bomo seveda videli. Ste pa že rekli, da če se že večajo obrambni izdatki, je najboljša naložba lastna industrija. Kaj bo torej od tega imelo slovensko gospodarstvo? In ali tukaj govorite o ustanovitvi novega orožarskega podjetja v Sloveniji, kar je projekt, ki ga na SDH vodi Damir Črnčec in od katerega bi iz naslova povečanih obrambnih izdatkov tudi Slovenija kupovala oborožitev? Verjamem, da je v teh prihajajočih letih za celo Evropo, vključno Slovenijo, pomembno, da se nasloni na lastno industrijo. Če bo že Evropa dajala več denarja za nabavo orožja, je za moje pojme edino pravilno, da se to orožje proizvaja v Evropi in ne da se ga kupuje od drugih držav. To je prva. Drugo, v Sloveniji imamo že danes kar nekaj zelo naprednih podjetij, ki se ukvarja z vojaško opremo. Jaz verjamem, da ta podjetja si zaslužijo naše pozornosti, mogoče bo prišlo do kakšnih skupnih projektov z njimi, ampak je še prezgodaj. Hkrati je pa SDH kot tisti, ki upravlja z državnim premoženjem, edini, ki lahko v tej državi razmišlja o ustanovitvi takega podjetja. Konkretnega načrta še nimam, bo pa ta načrt sestavni del celotne slike, o kateri sva prej govorila in o kateri bo tudi razpravljal parlament v prihodnjih mesecih. Ja, ideja je, da bi bila osnova za to novo orožarsko podjetje ljubljanska Valhalla Terec, ki je v času, ko je bil Črnčec državni sekretar, začela intenzivneje sodelovati z Ministrstvom za obrambo. Za oklepna in druga vozila Slovenske vojske izdeluje oborožitvene postaje in naj bi jih izdelala tudi za nove Patrije. Kakšna konkretno bi morala biti po vaši oceni v tem novem orožarskem podjetju vloga države in kakšna jamstva boste želeli videti, da boste verjeli v transparentnost projekta, kajti vemo, da so v Sloveniji posli z oborožitvijo lahko tudi nevralgično vprašanje? Nismo še tako daleč, da bi lahko konkretno govoril. Podjetje, ki ga omenjate, je danes bolj kot na radarju Slovenije, na radarju tujih podjetij. Obstaja zelo velik interes nekaterih največjih evropskih proizvajalcev orožja, da prevzamejo to podjetje. Jaz si ne želim, da to podjetje konča v tujih rokah. Tudi to mislim, da bi bil najslabši možni scenarij. Kako se bo pa situacija razvijala, je pa še prezgodaj za reči. Torej o jamstvih
ki jih boste vi pričakovali za tako prezgodaj. Dobro. Seveda pa se, gospod premier, ves čas pogovarjava o 2% BDP, kar bi morali doseči že lani, pri čemer se na junijskem vrhu NATO v Hagu pričakuje odločitev o dvigu na vsaj 3% BDP. To pa je, glede na sedanje podatke za Slovenijo, že več kot 2 milijardi evrov. V zadnjih 2 tednih sta 2 pomembna člana Trumpove administracije, svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz in posebni odposlanec ameriškega predsednika Richard Grenell na omrežju X javno okrcala Slovenijo zaradi zelo nizkih izdatkov za obrambo. Grenell je zapisal, citiram, nič ne spodkopava NATO bolj kot to, da se ne plačuje pravičnega deleža. Konec citata. Razumete to kot ameriški pritisk na Slovenijo? Jaz res prisegam na to, da se diplomacija vodi v stran od javnosti in ne preko, v tem primeru, X-a. Mi smo v stiku tudi z ameriško administracijo, ki smo jim pojasnili svoje načrte. Zaenkrat ne čutim potrebe, da bi kaj več k temu komentiral. Vtis, o katerem pa vi govorite, na eni strani slovenska javnost, ki živi v prepričanju, da dajemo že danes preveč ali pa vsaj dovolj za orožje, na drugi strani razmere v svetu, kjer vsi podatki kažejo, da smo med tistimi, ki dajemo v svetu med najmanj za orožje, ta razlika v vtisih je pa vsak dan večja. Seveda bomo morali ta 2 vtisa v bodoče zbližati. Ampak kot rečeno, je še prezgodaj o konkretnih številkah, bodite potrpežljivi še 2 meseca in boste vedeli vse. Odkar se je Donald Trump vrnil v ovalno pisarno, se dogodki odvijajo s svetlobno hitrostjo. Evropska oboroževalna mrzlica, tudi slovenska, o kateri sva govorila, je posledica tega. Kakšen razvoj dogodkov še pričakujete v prihodnje? Trump je Evropo hitro spravil na čistino, razgalil je njene šibkosti in ji dal jasno vedeti, da je ne vidi za mizo z velikimi prej kot jed na mizi. Na noben način ne bi želel ocenjevati kogarkoli osebno, ker to ni sestavni del mednarodne diplomacije. Bi pa rad vseeno dodal, res je, stvari se odvijajo hitro, včasih so tudi precej nepredvidljive, o tem se vsi strinjamo. Je pa mogoče ravno zato priložnost, da pride do miru v Ukrajini toliko večja. Ko se je poskušalo po ustaljenih poteh do miru, nisem prepričan, da smo bili prav posebej uspešni, sploh ne Evropa. Mogoče bo pa ta nova pot dejansko pripeljala do tega, kar si vsi želimo, in to je najprej premirje, potem pa tudi mir. Za take cilje je včasih tudi smiselno preboleti kakšno nepredvidljivost. Ampak Evropa niti zdaj ni enotna, ne? Pri vprašanju končanja vojne v Ukrajini sta madžarski in slovaški premijer bolj na liniji z Moskvo. Države tudi niso enotne pri razpravi o pošiljanju mirovnih sil v Ukrajino po koncu spopadov. Slovenija ne bo v koaliciji voljnih, ampak je pripravljena v mirovni misiji sodelovati preko Združenih narodov. V okviru Združenih narodov ukrajinski pristanek na 30-dnevno premirje, ki ga je sicer Rusija že zavrnila, pa so medtem s Kijevom izpogajali Američani. Vse to je to, kar govorim. Očitno v tem trenutku, če želimo, da pride do pomembnega premika pri doseganju miru v Ukrajini, so potrebni, dajmo jih imenovati, nekonvencionalni pristopi, ki jih ameriška administracija tudi v zadnjem času zelo aktivno izvaja. Če bo to pripeljalo do miru, potem mogoče je to celo vredno tega, kar spremljamo. Neenotnost Evrope, o kateri govorite, Evropa je poseben mehanizem, poseben osebek, bom tako rekel, ker ima mehanizme, ko je potrebno o vsaki stvari skoraj doseči soglasje. Pri 27 članicah je to marsikdaj težko, nikoli pa nemogoče. Vsak vrh, ki ga imamo, pa se sestajamo najmanj na 3 mesece, se vedno začne z špekulacijami medijev, da ne bo soglasja o pomembnih odločitvah. Na koncu je bilo do zdaj še vedno doseženo v tistem času, ko je bilo potrebno. Jaz verjamem, da tudi v bodoče se bo na Evropskem svetu našlo načine, kako bomo iskali poti tudi enotnosti, pa čeprav obstajajo zelo različni pogledi na marsikaj med državami znotraj Evropske unije. Vedno so bili in vedno bojo. Mineva mesec dni od islamističnega napada v Bližnjem Beljaku, ko je 23-letni Sirijec, ki se je radikaliziral preko spleta zelo hitro, z nožem ubil 14-letnika, še 5 oseb pa je ranil. Če ga ne bi ustavil še en Sirijec, raznašalec hrane, ki je vanj zapeljal z avtom, bi se lahko končalo še
veliko huje. Po tem napadu se je sestal sekretariat Sveta za nacionalno varnost, na tem sestanku ste bili tudi vi, pogovarjali pa ste se tudi o, citiram, potrebnih zakonskih spremembah na področju terorizma in ogroženosti države. Kaj točno to pomeni, gospod predsednik? To pomeni, da sem takoj, ko sem zasledil novico o tem napadu v naši neposredni soseščini, najprej izražal sožalje svojcem žrtve in pa sosednji Avstriji, potem pa sklical naš sekretariat za nacionalno varnost z namenom, da se prepričam, ali lahko ti dogodki vplivajo na ogroženost oziroma na varnost v Sloveniji. Po zatrjevanju vseh pristojnih inštitucij je Slovenija varna država. To je bilo tisto, kar je bilo najpomembnejše. Hkrati smo se pa dogovorili z vsemi inštitucijami, od Ministrstva za notranje zadeve, obrambo in podobno, da situacijo zelo pozorno spremljamo, da dvignemo nivo pozornosti in vkolikor bi prišlo do potrebe, da gremo v spremembo tudi zakonodaje oziroma podzakonskih aktov, da nas o tem takoj obvestijo. Zaenkrat nimam še na mizi nobenih konkretnih predlogov. Če se bo izkazalo in če bo stroka pripravila dopolnitve zakonodaje, bom pa to seveda pozorno preučil. Ja, načrtovanje terorističnega napada, denimo v Sloveniji, trenutno sploh ni kaznivo, ampak kaj se snuje, gospod premier, spremembe obstoječe zakonodaje ali nov poseben protiteroristični zakon? Zakaj se zavzemate vi? Kajti na eni strani gre za vprašanje učinkovitejšega zagotavljanja varnosti v državi, na drugi strani pa je to lahko občutljivo vprašanje z vidika nadzora nad posamezniki, svobode govora, človekovih pravic. To vprašanje ni vprašanje za predsednika vlade. V tem trenutku zakaj? Ker čakam, da stroka poda odgovor. Šele ko bom dobil ustrezen odgovor stroke, se bom lahko opredeljeval. Danes nimam še ničesar v rokah. Ampak trenutna ureditev, kakršna je, se vam zdi ustrezna? Ponavljam, po zagotovilih vseh predstavnikov na tem strateškem svetu za nacionalno varnost je ocena Slovenije, da gre za varno državo, da živimo v varni državi. Ni na meni, da ocenjujem da ali ne, verjamem in zaupam stroki v tem primeru. Če se bo stroka odločila, da zaradi spremenjenih okoliščin potrebujemo dodatne ukrepe, bom temu prisluhnil. Prihodnji teden bo vrh Evropske unije, na katerem naj bi se voditelji pogovarjali tudi o trgovinski vojni. Prav negotovost, ki jo prinaša ta globalna trgovinska vojna, kakršne v bistvu sploh še nismo videli, pa je po oceni Umarja največje tveganje tudi za slovensko gospodarsko rast, ki ste jo prej na začetku omenjali. Za domača podjetja bo ključno, kako se bodo pozicionirala v teh novih razmerah. Ali lahko računajo na pomoč države in kje vi vidite nove priložnosti za slovensko gospodarstvo, na katerih trgih? Torej, to, kar se zdaj dogaja glede trgovinske vojne, je bilo na nek način napovedano že takoj po izvolitvi nove ameriške administracije. Evropa se od takrat pripravlja, Slovenija se od takrat pripravlja in konkretno Slovenija je že sprejela, na vladi smo že potrdili zakon o skrajšanem delovnem času kot enega od tistih odzivov, kako lahko priskočimo na pomoč panogam, podjetjem, ki bi zaradi upada naročil imeli manj, če hočete, dela. Na ta način bi lahko zadržali svoje zaposlene, ne bi jih pošiljali na zavod, obdržali bi jih na skrajšanem delovnem času, naprimer, in bi hkrati lahko ta denar dobili za njihove plače neposredno iz državnega proračuna v primeru upada naročil. Ta ukrep ni nekaj, kar bi bil posebna pogruntavščina Slovenije, se je že uporabljal v preteklosti, zdaj smo ga samo dopolnili, spremenili na način, da ga lahko uporabimo tudi v primeru samo upada naročil, ki je začasne narave. Je usklajen z vsemi deležniki in je bil tudi dobro sprejet, tako v gospodarstvu kot pri sindikatih. V tem trenutku ne načrtujemo novih ukrepov. Zakaj? Zaradi tega, ker se ne kaže potrebe. Če bomo zelo hitri. Jaz upam trditi, da so naši finančni pokazatelji, o katerih smo govorili na začetku intervjuja, tako dobri, tudi ali pa predvsem zato, ker je vlada zelo hitro reagirala na spremenjene okoliščine v svetu. Mi ne moremo imeti slučajno najboljših pokazateljev na inflaciji, pa na brezposelnosti, pa še na gospodarski rasti in na dolgu. To ne more biti slučaj. Ampak je stvar, da ko je prišlo do prve krize, to je bila energetska, smo
reagirali hitro in odločno. Ko je prišlo do naravnih nesreč, smo reagirali hitro in odločno in zato so finančni pokazatelji tako dobri. Enako velja za gospodarsko krizo, če hočete, ki mogoče prihaja zaradi trgovinske vojne, tudi na to smo pripravljeni in bomo reagirali hitro in odločno. Se je s prihodom Donalda Trumpa na oblast kakorkoli spremenila teža, ki jo je imela Slovenija v očeh ZDA kot verodostojen sogovornik, ko gre za razmere na Zahodnem Balkanu, ki so v Srbiji in v Republiki Srpski ravno v zadnjem času izjemno napete? Slovenija je ves čas, ne samo v slučaju ene administracije, ampak ves čas zelo verodostojen sogovornik, ne samo zato, ker smo nestalna članica Varnostnega sveta, ne samo zato, ker smo članica tako Evropske unije kot tudi NATO, ampak ker smo v svojih stališčih dosledni, ker zagovarjamo mednarodno pravo in zagovarjamo človekove pravice, kar je v resnici osnovni postulat katerekoli ameriške administracije. Konkretno, ko me sprašujete o razmerah v Bosni in Hercegovini, Slovenija je bila tista, ki je dala prva pobudo v letu 2022, da se usporedno s pogovori o tem, kako naj se Ukrajina približa Evropski uniji, da je treba tudi na Zahodnem Balkanu, posebej pa Bosni in Hercegovini, ki je bila do takrat v čakalnici, dati priložnost na tej evropski poti. Na pobudo Slovenije je danes Bosna dejansko postala kandidatka za članstvo v Evropski uniji. Zakaj? Zato, ker je v neposredni soseščini in je v našem neposrednem interesu, da je Bosna in Hercegovina stabilna in tudi varna država. Zato je tudi slovenska diplomacija na tem področju ves čas enaka in se ves čas zavzema za to. In mimogrede, jaz sem prepričan, da tudi vsi zadnji ukrepi nove ameriške administracije peljejo v isto smer. Peljejo v smer, kako očuvati tako ozemeljsko integriteto Bosne in Hercegovine, kot tudi nivo človekovih pravic znotraj države. Se je pa Bosna in Hercegovina po obsodbi predsednika Republike Srpske Milorada Dodika znašla vendarle v enem najbolj nevarnih trenutkov po koncu vojne. V Srbiji pa študentski protesti zdaj trajajo že dobre 4 mesece. V soboto, ko bo ta intervju objavljen, pa se v Beogradu napoveduje eden največjih protestnih shodov do zdaj. Srbski predsednik Vučić že ves teden napoveduje, da bodo študenti tokrat skušali zrušiti ustavni red, da bo protest nasilen, kar študenti razumejo kot Vučićevo zastraševanje. Srbski študenti in njihovi podporniki pa so razočarani, ker se evropske vlade, tudi vaša, ne opredelijo, ampak pravijo, da gre za notranje zadeve tuje države. Ste morda danes pripravljeni reči kaj bolj odločnega ali pa, če vas tako izzovem, ali podpirate študentske proteste? Glejte, na moji funkciji ne gre za to, kakšno je moje osebno mnenje. Na moji funkciji moram zasledovati zelo jasno načelo in to je, da dokler so razmere mirne, vključno s protesti, se kot tuja država ne smem opredeljevati do razmer konkretno v tem primeru v Srbiji. Zelo pozorno pa spremljamo situacijo, si želimo, da ne pride do eskalacije, da ne pride do nasilja, še najmanj državnega nasilja. Če se takega prišlo, potem bi pa morali seveda tudi naša stališča ustrezno temu prilagoditi. V tem trenutku nihče ne bo dajal ocen, ker gre za normalen, demokratičen proces znotraj tretje države in mu moramo pustiti možnost, da se kot tak tudi razvije. Sicer bi lahko dajali tudi izgovor komurkoli, da gre za tuje vmešavanje. Ne želimo tega. Gre za notranji demokratični proces v prijateljski državi Srbiji. Tako z Miloradom Dodikom kot z Aleksandrom Vučićem je v tesnih odnosih ljubljanski župan in vaš veliki politični podpornik Zoran Janković. Ne samo, da z njima prijateljuje in sodeluje, ne samo, da je v času študentskih protestov Vučića podprl s pismom, ki je v slovenski prestolnici naletelo na buren odziv. Ljubljana je tudi tarča kapitala poslovnežev iz kroga Dodika in Vučića. Mladen Milanović Kaja, ki ima tesne povezave s političnim vrhom Republike Srpske, je eden največjih investitorjev na ljubljanskem nepremičninskem trgu in lastnik podjetja KPL, ki ima koncesijo Mestne občine Ljubljana. Nikola Petrović, poslovnež iz Vučićevega kroga, pa je lani kot edini ponudnik na dražbi od Mestne občine Ljubljana kupil več kot 9000 kvadratnih metrov veliko zemljišče v Trnovem. Kakšno je vaše mnenje o tem prepletanju Zorana Jankovića s politično-kapitalskim miljejem Srbije in Republike Srpske? Moram priznati, da imate bistveno boljše podatke, kot jih imam sam. Sam res ne poznam teh podatkov o nakupih posameznih parcel, niti ne čutim dolžnosti, da bi se moral s tem ukvarjati. Kar se pa tiče posameznih mnenj
tudi političnih osebnosti, živimo v demokraciji, vsak ima pravico do svojega mnenja. Seveda pa tudi vsak odgovarja za svoje mnenje, ki ga izrazi javno. In jaz mislim, da v tem primeru je tudi župan Janković bil že večkrat pozvan strani javnosti in jim podaja odgovore. Sam ne čutim potrebe, da bi ga jaz pozival k temu. Mislim, da je javnost in mediji, da so dovolj glasni. Ampak vi ste že prej na to upozorili, ne? In vi osebno ste se v Bruslju zelo borili za to, da je Bosna in Hercegovina dobila status kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Eden vaših največjih političnih podpornikov doma, Zoran Janković, pa je povezan z Dodikom, ki nikoli ni skrival separatističnih teženj v Bosni in Hercegovini, po nedavni obsodbi pa jih še stopnjuje. Kako gre to dvoje skupaj in ali ste Jankoviću, s katerim se menda redno sestajate, o tem kaj rekli? Jaz mislim, da so naše politike tiste, ki jasno povejo, kaj zastopamo, katera načela. Ravno politika do Bosne in Hercegovine, kjer vsak dan od prvega dne tega mandata zastopamo stališče ozemeljske nedotakljivosti, človekovih pravic in evropske poti, jasno pokažejo, v kaj mi, kaj tudi sam verjamem glede Bosne in Hercegovine. O tem govorim v javnosti, tudi danes, o tem govorim vedno, tudi ko sem s komerkoli na štiri oči. Tako da ne rabite iskati paralel, ker jih ni. To, kar me vi sprašujete, je v resnici, ali bo Slovenija spremenila svoje stališče, ne bo. Kdorkoli ima lahko različne poglede, vsak pa ne za njih potem tudi nosi svoj del odgovornosti. To je vse. Čez približno 1 leto bodo parlamentarne volitve, si obetate ali pa morda želite, da vas tudi tokrat ljubljanski župan podpre? Jaz mislim, da se v tem intervjuju definitivno preveč ukvarjate z eno osebo. Ne, ključ do zmage na volitvah ni nobena posamična oseba. Ključ do zmage na volitvah tudi ne bojo mogoče zadeve, o katerih danes dosti govoriva, ampak bodo predvsem rezultati te vlade v tem mandatu na tistih temah, ki najbolj zanimajo slovensko prebivalstvo, ki najbolj zanimajo ljudi. Tisti rezultati, po katerih bojo ljudje videli, ali živijo boljše ali slabše kot pred začetkom tega mandata. Tako da to bo odločalo volitve in ne opredeljevanje posameznikov. In k temu zdaj prihajava, sodeč po zadnjih javnomnenjskih raziskavah bi imela Svoboda približno polovico poslancev manj, kot jih je dobila na volitvah 2022. Veliko ste izgubili, vaši koalicijski partnerici SD in Levica pa ne pridobivata. Odločilno vprašanje naslednjih volitev utegne biti, kdo bo lahko sestavil koalicijo, če na levi sredini ne bo kakšne nove stranke ali novega obraza, vi pa boste imeli priložnost sestavljati koalicijo. Koga iz desne sredine bi povabili vanjo? Novo Slovenijo, Logarjeve demokrate? V tem trenutku so špekulacije odveč. Vse, kar lahko povem, je, da zagotovo z SDS v koalicijo ne bomo nikoli šli. To je edina determinanta in točka, o kateri se ne bomo pogajali. Kdo sploh bo na desni prišel v parlament? Kdo je tisti, ki bo imel dovolj glasov na levi? Kdo bo nov obraz mogoče? To je vse prezgodaj. Tisto, kar lahko sam povem, je pa, da v tem trenutku sem zadovoljen s podporo, ki jo uživa Svoboda v javnosti. Veste zakaj? Zaradi tega, ker se ta podpora, ki je pri nas upadla, se ni prelila drugim strankam. Je ostala med neodločenimi. Zakaj neodločenimi? Jaz si bom upotrditi, ker čakajo na rezultate. Ker čakajo, da vidijo, ali napovedi, ki smo jih dali na začetku mandata, pa so bile najbolj smele napovedi katerekoli vlade v zadnjih 20 letih, ali smo jih v stanju uresničiti. Jaz sem prepričan, da, vsaj večino, in sem zato prepričan, da bo tudi te, ki so danes neopredeljeni, se vrnili kam? K Svobodi. Razumem, da je danes skepsa. Razumljivo. Zakaj? Zato, ker v času, ko se reforme izvajajo, marsikdo dvomi, ali bomo pripravili do konca. Imamo še leto dni, časovnice so zdaj zelo napete, ampak stvari so v parlamentu in se izvajajo. Tako da, jaz sem prepričan, da bo marsikdo presenečen na tem, kolikšen bo na koncu dejansko volilni rezultat Svobode, ampak med njimi pa ne bo mene. Jaz že danes vem, da bo zelo dober in bistveno boljši od napovedi. Ker bodo volitve že čez leto dni, nimate več veliko časa za reforme, vse reforme, ki ste jih napovedovali, potem se je kje tudi zataknilo. Poleg tega lahko zaradi bližajočih se volitev pričakujete več ovir, denimo referendume, ustavne presoje in podobno. Za ponedeljek ste sklicali koalicijski vrh, teme bodo zdravstvo, stanovanja, pokojninska reforma, ki sicer ne bo nov zakon, zaradi česar delodajalci pravijo, da gre le za kozmetične popravke, ne za reformo, ampak kaj bo zdaj za vas, gospod premier, do konca mandata res ključno spraviti pod streho?
Od prvega dne ponavljam eno in isto in ponovim tudi danes. Zdravstvena reforma. Zdravstvena reforma je tista, kjer so spremembe največje, kjer imamo tudi časa ne zaradi vlade, zaradi stanja v javnem zdravstvenem sistemu najmanj in tu delamo najbolj velike, radikalne in odločne korake. Včeraj je bilo obravnava zakona o zdravniški dejavnosti v parlamentu. V teh tednih pričakujemo, da bo zakon prešel in bil potrjen v parlamentu, potem se začnejo naslednji koraki. Ta del je ključen za zdravstveno reformo. To je, če hočete, osrčje zdravstvene reforme, s katerim razmejimo enkrat za vselej med zasebnim, ki je sicer dovoljeno, in pa javnim, ampak vmes pa ne sme biti tega dobesedno nemoralnega prepletanja, ki smo mu bili priča zadnjih 20 let. Javni zdravstveni sistem Slovenije je bil dosti časa v naš ponos. Delavci v njem so predani in požrtvovalni, ampak manjšina med njimi je dobesedno začela izigravati javni zdravstveni sistem za zasebno bogatenje. Zato, da so si bolnike iz javnega sistema, kjer zanje niso imeli časa, pripeljali v zasebno ordinacijo in so tam mastno na njih služili. Ta moralni hazard bomo zdaj s to reformo ukinili. In to je, zakaj smo prepričani, da to moramo narediti zdaj, zato ker kdo ve, kaj bo v prihodnje, ampak v tem trenutku imamo dovolj veliko večino v parlamentu, da tako pomembno spremembo, od katere so bežale vse vlade, tudi levo-sredinske v preteklosti, da jo dejansko izpeljemo. To je za zdravstveno reformo. Ja. Na začetku mandata ste sicer poudarili, da sta prva ključna zakona zdravstvene reforme zakon o digitalizaciji in zakon o ZZZS, pa jih ni, ampak če greva zdaj to je bil prejšnji minister, da. Ja, ampak tudi je bil nov poskus pod novo ministrico, pa ni bilo potem pri digitalizaciji nič, ampak greva zdaj k zakonu o zdravstveni dejavnosti, boste presenečeni pri digitalizaciji, ki ste ga omenili. Torej, ta zakon bo zdravniki silil odločitev, ali bodo delali v javnem ali zasebnem zdravstvu, je zdaj v parlamentarni proceduri. Sama koalicija je vložila dopolnila na več kot 80% členov, pa še za kakšne nove člene. Opozicija in zdravniške organizacije pa svarijo, da zakon ne bo skrajšal čakalnih dob, ki so rak rana slovenskega zdravstva, pri določenih področjih se še vedno podaljšujejo, zdravniki pa, da bodo še v večji meri odhajali iz javnega zdravstva. Kako odgovarjate na to? Ta opozorila poslušamo vse od lanskega januarja, ko je sindikat Fides sprožil stavko. Ta stavka še kar traja. Ta stavka je že v prvem mesecu, če si boste pogledali tudi vaša poročila, napovedovala isto. Če ne bomo takoj prisluhnili zahtevam in dvignili plače zdravnikov za ne vem koliko procentov, se bo zgodilo vse to. Stavka je še tu. Zgodilo se ni nič od tega. Kaj vam to pove? Kaj vam to pove? Veste, kaj meni pove? Da je v zdravstvenem sistemu danes velika večina predanih in srčnih zdravnikov in medicinskega osebja, ki jim tej sindikati s temi napovedmi delajo krivico. Ker predano medicinsko osebje in zdravniki držijo po koncu javni zdravstveni sistem in zaradi njih moramo mi dobesedno poskrbeti, da ki so bili dobesedno paraziti na sistemu, si polnili zasebne žepe, hkrati pa niso oddelali svojega v javnem, da bojo sprejeli odločitev in bojo morali iti ven iz sistema. Nobene slabe stvari ne vidim v tem. A mislite, da se bolniki želijo priti v javno ordinacijo, iz katerega jih bo zdravnik napotil k sebi domov v ordinacijo? Noben bolnik si tega ne želi. In tukaj je podpora javnosti nesporna. To je prvi del. Drugi del. Ko se je stavka začela, ker ti, ki so proti zdaj zakonu, so ti, ki so podpirali stavko vsi brez izjeme. Ko se je stavka začela zdravniška, ki še kar traja, verjetno bo trajala do konca mandata, potem pa, če bi slučajno, pa ne bo, prišlo do zasuka, pa ne bo, potem bi se pa stavka takoj ugasnila, brez dodatnih zahtev, ker je politična in ne v resnici usmerjena v dobrobit javnega zdravstva. Kljub temu čakalne vrste, govorimo o čakalnih vrstah, govorimo o nedopustno čakajočih, so se začele zmanjševati. Ja, gre počasi, seveda se ne da čez noč jih ukiniti. Gre počasi, so se začele skrajševati. Obstajajo podatki, javni podatki, ki to dokazujejo. Res toplo priporočam vsem, ki jih to zanima, da se obrnejo na te podatke in si o tem prepričajo. Ne govorim o številu v čakalnih vrstah, ampak o tistih, ki nedopustno dolgo čakajo.
Zato, ker je potreb več, zato je tudi število čakalnih na začetku višje in raste, ker so potrebe naraščajo, padajo pa nedopustno dolgo čakajoči. In po zadnji raziskavi se mi zdi zelo pomembno, ni slovenska, je mednarodna. Celo na zdravstvu obstajajo mednarodne raziskave. Izvedel je OECD Paris, mislim, da se imenuje, po tej kaže, da je 80% slovenskih bolnikov v resnici ne vidi v čakalnih vrstah pri svoji neposredni uporabniški izkušnji takega problema, kot se mogoče temu pripisuje v javnosti. To ne pomeni, da se ne bomo borili proti njim, seveda se bomo. Hočem povedati, da je uporabniška izkušnja konkretnih bolnikov po mednarodni raziskavi drugačna od slike, ki se včasih v javnosti, tudi interesno, slika v Sloveniji. In grem še, zakaj je tako možno? Jaz si upam tudi, da ena od sprememb, ki je bila uvedena v tej vladi, ki pomembno vpliva na občutek, koliko je čakalna vrsta dejansko nekaj, kar obremenjuje pacienta, je ta, da v preteklosti, ko si dobil mesto v čakalni vrsti in ko se je za teboj nekaj sprostilo, spravi, ko se je sprostilo eno mesto, zaradi tega, ker je nekdo moče šel k zasebniku, je prišel na vrsto naslednji za njim. Čakalna vrsta se nič ne skrajšala. Danes ne pride naslednji za njim na vrsto, ampak pride tisti, ki je najdlje. Danes, ko vam da sistem, da ste na vrsti čez leto dni, če se sprosti mesto in ste vi zadnji v vrsti, boste prišli prvi na vrsto. Zato, da na ta način čakanje tistih, ki so najdlje, imajo za čakati, dejansko skrajšamo. To je tista sprememba, ki niti ni približno samo administrativna, ampak ki dejansko izboljšuje kvaliteto oskrbe za konkretnega bolnika. Vas je pa tudi predsednica republike ob 1000 dneh vladanja spomnila, da ste obljubili nekaj pomembnih reform, ki še niso končane in upa, da bodo. Kako s predsednico sodelujete zdaj? Je kaj mirneje? S predsednico ves čas dobro sodelujeva. Jaz nimam nič proti, če nas spominja na stvari, o katerih sami govorimo vsak dan. Verjetno spremlja naše izjave, tako da natančno ve, o čem govori. Nič narobe s tem. Ponavljam, reforma, kot je zdravstvena, je že v parlamentarni proceduri in bo zaključena v roku par tednov. Podobno velja za ostale reforme, ki sem jih napovedal in na katerih še vztrajamo. Tudi te se morajo zaključiti do poletja. In jaz sem prepričan, da rezultati bojo tu in temu primerno bo potem tudi javno mnenje. Predsednica s strankami ne more doseči dogovora o tem, kdo naj vodi tako pomembni instituciji, kot sta Varuh človekovih pravic in Banka Slovenije, ki sta že nekaj časa brez vodje. Predsednica je pri iskanju podpore v slepi ulici, ker vztraja pri Katarini Bervar Strnad za varuhinjo, za guvernerko pa ne želi predlagati Saše Jazbec, pri kateri vztraja koalicija, razen če bi koalicija pomagala dobiti podporo za Katarino Bervar Strnad, kar pa očitno, glede na razvoj zadnjih dogodkov, ni uspelo. Kako gledate na to? Se boste zdaj poskušala vidva uskladiti o podpori Saši Jazbec? To usklajevanje sploh ni potrebno. Jaz bom zdaj zelo neposreden. Varuh človekovih pravic je pomembna institucija, koalicija je dala enotno podporo, več od tega koalicija ne more narediti. Odgovornost, da najde kandidata, ki bo dobil 60 glasov, ni na koaliciji, ampak je na predsednici. Predsednica mora to odgovornost prijeti nase. Ne more jo prenašati takrat, ko ji to ustreza, na kogarkoli drugega. Mi smo svojo podporo njeni kandidatki zagotovili, od tu dalje je to izključno njena odgovornost in njena naloga. Vse ostalo zavračam, to je prvo. Drugo, dosti časa sva govorila o tem, kakšnih res zoprnih časih, težkih časih se danes nahaja Slovenija, pa tudi Evropa. Ravno v teh časih se na evropskem nivoju, na Evropski banki, centralni banki odloča o tako pomembni stvari, kot so povišanje izdatkov za obrambo in varnost. In Slovenija, popolnoma nepotrebno, nima svojega predstavnika, ki bi lahko o tem enakopravno glasoval, po domače. Zato, ker predsednica ne zmore opravljati svoje naloge, je Slovenija brez predstavnika točno na točki, kjer se odloča o obrambnih izdatkih. A se vam to zdi državotvorno? Meni ne čisto. In celotno odgovornost za to vidite pri predsednici republike? Do sedaj je predsednica republike v parlament poslala samo enega kandidata, za katerega smo naprej napovedali, da nima podpore. To je bilo enkrat davno v lanskem letu. Od takrat naprej nobenega konkretnega predloga v parlament sploh bilo ni. Torej da, nekdo, ki ne opravlja in ne pošilja predlogov, ni nujno, da je uspešen, ampak mora pa opravljati svojo nalogo.
In v primeru guvernerja je koalicija od prvega dne popolnoma jasna. Imamo eno od kandidatk, ki je bila prijavljena, ki izpolnjuje vse strokovne kriterije in ki ima politično podporo. Ker te kandidatke iz neznanih razlogov ne znamo poslati v parlament, je Slovenija brez glasovalnih pravic v tem trenutku v Evropski centralni banki. To se mi zdi neodgovorno, da. Za konec pa še to, gospod predsednik, vlado ponovno čaka interpelacija, tokrat zaradi vaše izjave, da je druga Janševa vlada, citiram, v letu 2012 ob izpeljavi pokojninske reforme pomembno znižala odmerni odstotek za skoraj 20%. Od tam izhaja sedanji problem položaja sedanjih upokojencev, ker jim je tista vlada Janeza Janše v resnici znižala njihov položaj. Konec citata. Spis je bil jasen, šlo je za matematični preračun, ampak dejanski efekt za upokojence je bil enak. In torej ta ukrep Janševe vlade ni poslabšal njihovega položaja. Vi ste sicer ob najavi interpelacije SDS dejali, da se lahko zgolj nasmehnete, ampak glede na pojasnila spiza je zelo jasno, da vaša izjava ni bila resnična. Ste danes to pripravljeni priznati? Moja izjava je bila resnična v tem, da se je odmerni odstotek zmanjšal. O tem, ali je to dejansko pripeljalo do poslabšanja položaja, ali je reforma, ki je bila izvedena v tistem času, dejansko poslabšala položaj upokojencev, ali je ZUJF, ki je bil sprejet v času te vlade Janševe, dejansko poslabšal, ne sprašujte mene, ker nisem upokojenec, sprašajte upokojence. In vam bojo vsi povedali isto. Vsa njihova interesna združenja se obračajo na to vlado z enim samo pobudo. Ne za božjo voljo popravimo krivice, ko se jim je odmerni odstotek zmanjšal. To niso moje besede. Preverite, prosim, to pri interesnih združenjih upokojencev, to je tistih, ki so na koncu dobili manj denarja in časih ne verjamite v matematične razlage, ker se na koncu pri upokojencih to pozna v žepu. Oni so najboljši pokazatelj ali pa, če hočete, tudi razsodnik tega. In jaz se veselim te razprave, zato ker se bo v tej razpravi lahko razkrilo, kako je ta vlada vplivala na položaj upokojencev, pa če tudi v času krize, in kako so vse prejšnje vlade vplivale na položaj upokojencev, tudi takrat, ko je bila kriza mogoče manjša. Spis je bil jasen, efekt za upokojence je bil enak, ampak razumem, tega ne priznavate in bova tu na tej točki Nikoli nisem, zaključila. Kar sem povedal je, da se je odmerni odstotek za 20% zmanjšal in pobude, ki jih imamo v hiši, dajte se prepričati pri upokojenskih združenjih. Pobude, ki jih imamo od prvega dne, je, da se krivica zaradi zmanjšanega odmernega odstotka izniči, da se ta krivica odpravi. To ni moja izmišljotina, to so upokojenci, tisti, ki to zahtevajo, tako da obrnite se na njih. Dobro, hvala lepa za ta pogovor, gospod predsednik vlade. Hvala tudi vam.